predstavljene tekmovalne kratke filme v slogu 28. FSP-ja in sicer smo včeraj videli tudi kratki film 1 meter je 6 centimetrov avtorjev, režiserjev Juša Jeraja, ki je ob meni, in pa Atile Urbančiča, oba kot režiserja in scenarista tega filma. V bistvu najprej čestitke, še enkrat ste nam prinesli na FSF en tak zelo zanimiv izdelek, ki je pravzaprav prežet s humorjem in pa tudi z enim neverjetnim občutkom za to, kako eno preprosto tematiko povedati na filmski način. Mogoče za začetek lahko nekaj povemo o tem, kako sta v bistvu zbrala glavnega protagonista in ali je bil ta glavni protagonist tudi na začetku v osnovi mišljen ali je tukaj prišlo do spremembe. Hvala. Glavnega protagonista sva v bistvu našla nekako posredno. Midva sva slišala, oziroma Atili je ena prijateljica povedala, pač, da obstajajo te male skakalnice. V neki vasi, v planini pod Golico je to je nad Jesenicami gor. In pol smo šli, po mojem, dosti hitro za tem to pogledati. Ne spomnim se več ful dobro, ker je bilo to že ful časa nazaj. To je bilo že, mislim, da 7 let nazaj. Mi smo probali ta film takrat narediti, pa nismo polom dobili, takrat smo se probali prijaviti, pa nismo dobili na razpisu, pa smo pol za nekaj časa počakali v bistvu. Ampak ja, takrat smo pol spoznali tudi Ceneta, našega protagonista, in pol se je to itak povezala. Ampak ja, osnova je bila, osnova ta, to, ko je nas pognali, je bilo pač to, da smo zvedeli za te skakalnice. Cene je prišel malo kasneje, smo ga potem spoznali. Nekako ste že včeraj omenila v bistvu v pogovoru, oziroma se že včeraj omenila v pogovoru po filmu, da gre tukaj za neko mogoče povezavo, ki jo tudi sam vidim z prejšnjim filmom Straharjem, kako nekako ljudje res neka neverjetna čustva prinašajo na predmete. V bistvu tam je bil pravzaprav nekako verovanje v traktor, tukaj je verovanje v te miniaturne figurice, ki na drugi strani tudi imajo neko, po moje, emocionalno težo, nadoknadijo vse tisto, česar človek ni bil sposoben narediti na smučeh. Kako sta poskušala v bistvu tudi z Atilo nekako snovati scenarij, ki bo dal podoben feeling tega res skoraj blaznega verovanja v en tak abstrakten predmet? Ja, to je res, je neka podobnost. Mislim, da tako, ko smo to snovali, smo to tudi videli, da je tukaj nek podoben element, in mislim, da je tako, kaj povem, ena stvar, ki smo se takrat tudi malo tako, ki nas je zanimala, je to, da je velikrat je to, se mi zdi, malo bolj pogosto je to pri moških. Se mi zdi, da neka ta ful močna čustvena navedanost na nek predmet je, kaj pa vem, neka taka posledica mogoče tega, da moški na tak način mogoče malo lažje izražijo nek svoj notranji svet, kaj povem, nekaj tazga. Tako da se mi zdi, da je to je en pomemben element v tem filmu, sigurno. Imam občutek, da bodo nekoč vaši filmi tudi služili za kakšno raziskavo na temi vloge spolov, ker dejansko je res. V bistvu tukaj in pri Straharju smo videli en tak zelo patriarhalen svet in tukaj je tudi podobno. Mislim, da je bila kakšna miniaturna figurica skakalke? Ja, ne, to je, to je treba reči. V bistvu on je full fan slovenske reprezentance Cene, tako da je v bistvu naredil vse te punce je tudi naredil in so ga tudi obiskala enkrat na skakalnici in jih je pol spuščal pa to in je bil full ponosen, ima full rad, je full vesel, da se zdaj tudi ta ženski del teh skokov odvija. Najbrž zgodba sploh ne bi mogla biti toliko iskrena, pa pač privlačna, če ne bi bil on res nek blazen navdušenec nad osnovo, to se pravi nad smučarskimi poleti. In če ne bi to izhajali iz neke travme, da pač zaradi bolezni te želje ne bo nikoli uresničil. Se mi zdi zanimivo, ker vem, da obstaja tudi neko amatersko skakalno prvenstvo, mislim, da v Ljubljani na tej skakalnici, kjer amaterji lahko, seveda v vnaprejšnjem podpisu, da jamče za svoje zdravje, skočijo. Domnevam, da pač iz teh raznoraznih frustracij so se razvile te želje, tukaj v tem primeru Ceneta je pa ta še toliko bolj abstraktna. Najbrž, ko si prvič prišel in videl to skakalnico oziroma letalnico, kakšen občutek imaš v bistvu? V bistvu, to je toliko časa je minil, da se ne spomnim. Je pa tako v bistvu, to je ena taka stvar. Ta skakalnica ima en moment, ki je bil za nas dosti zahteven. Se pravi, po svoje noro, po drugi strani je pa tako, ker ta skakalnica v bistvu se spusti dol in poleti, to se vse zgodi tako v eni sekundi. To je ta stvar, ti tega skakalca sploh ne moreš videti, v resnici, v živo. Tako da
Pol smo morali kar nekaj časa posvetiti temu, da smo našli nek način, da to sploh spravimo pač na ekran. Ne? Neke posebne kamere smo morali za to najeti. Pa tako. To se pravi dejansko res vse slow motion na polno, da sploh dobiš ti. Ja, to je 1000 frameov na sekundo. Wow. Ne vem, kaj to točno pomeni časovno, ampak mislim, da pol 1 sekunda rata tako neka blazno dolga, pač ne tako. Ja, si znam predstavljati, če je 25 frameov na sekundo ponoviti, to se pravi 1000-krat več, je to 40 sekund. Ja, wow. Vse jasno. Mi je pa zanimivo, ker se v bistvu zelo podobno, kot pri Traherju se mi zgodi, da tam se nastavlja in potem na koncu kar nekako pustiš samo kadrom govoriti ob muski. Tukaj se mi zdi, da se je tudi podobno zgodilo, ko v bistvu ves čas nekako to raste, pa te zanima, kako to zgleda, pol na koncu je pa tisti, mislim, da kakšna minutna sekvenca teh skokov, ko pa res doživiš to, da ti je v praksi jasno, kaj v bistvu vse ta človek počne. Hkrati pa se mi zdi, da imate ves čas ta humor prisoten, ampak na en tak spoštljiv način, sploh v tem primeru ceneta. Se človek mečken smeji, ampak se ne posmehuje. Ja, to nam je bilo kar važno v bistvu. Ta drugi del tega vprašanja. Mi smo imeli v bistvu prvo projekcijo potem na Viba filmu s Cenetom pa z njegovo ženo in sta bila oba pač ful zadovoljna s filmom. Žena je res rekla, da smo ga tako zadela. In pol nam je še pisal SMS, ki je prišel domov, pa je pokazal otrokom še, da je pač tudi otroci potrdili, in so bili vsi v resnici ful veseli za ta film. Zanimivo, da se to izpostavil, ker je najbrž res tak film, ki ni skoraj nujno, da bi bil Cenetu všeč, ampak mora biti njegovim bližnjim, zato da nekako smislijo, da to, kar počne, je to, kar sva rekla, ni za posmehovati, je pa zabavno, nekaj posebnega, edinstveno. Ja, mislim, vse to, dejansko, itak da je zabavno, se strinjam tako pač, že sam zaradi tega, ker so te male stvari, pač pa ta obsedenost to natančnostjo, recimo ena stvar, ki se sicer ne pojavi v filmu, ampak te figure morajo biti, morajo leteti približno toliko daleč, kot letijo pravi skakalci, se pravi, ne more zmagati en, ki je drugač ful slab. Take stvari so noter. Hkrati pa mislim, da tako je pač valjda nastanejo neke te zabavne stvari, je pa mislim, da tako osrčje vse je pa pač nek človek, ki je blazno strasten do nečesa in to se mi zdi, vedno ljudje spoštujemo in se s tem ful hitro lahko poistovetimo. Zato ker mislim, Cene je v bistvu še marsikaj drugega, on je tudi rezbar, potem ima nek Alpe v malem pred hišo, nek tako izklesana Slovenske gore pa tako, lahko ga obiščete drugače, on je pač sprejema ljudi, lahko se to vse pogleda, maja, junija so te skoki, potem te tekme. To so pa to prioritetno svetovno prvenstvo. Ja, tam maja, junija, event se imenuje Planica pod Golico, je na Facebooku, tako da vsak let se da to pogledati in iti obiskati. Zanimivo, tudi v bistvu sklopu svetovnega prvenstva, vam je bilo to pomembno, ali so nastalo vse skupaj, so bili treningi? V bistvu to je 3-dneven dogodek. Ok, seveda. Kaj pa smo mislili, se svetovno prvenstvo se? Najprej je, vse je tako kot v realnosti, tako kot je tam on ratrak, tako kot pač so tiste nosila, če kakšen skakalce gre ven in to. Pač je tudi v 3 dneh, zato ker en dan je vaja, drug dan je, kako je že prva serija in pol druga serija. Če je treba kakšnega Norvežana dodatno obtežiti, da prej pristane najbrž. Ja, vse res mora biti tako drugače. Povej mi še v bistvu, kar se tiče same poti, koliko v bistvu lahko res, rekel si, da na Viba filmu je bil film predstavljen na Doku, na FSF-ju, koliko v bistvu res lahko tak kratek film plasiraš, koliko so vam izkušnje s Traherjem pomagale, koliko pomaga seveda tudi podpora producentke, Marine Gumzi, Nosorogi? Vse to zelo. Mislim, tako zelo na hitro. Začeli smo v Franciji. Jaz sem ful slab z imeni. Marca je tam nek festival dokumentarnega filma, pa sem pozabil zdaj, kako se imenuje. Pol pa je šel malo tako po Evropi. Mislim, da bo 10 festivalov dosegel tako. Mislim, da nekaj Romunija, Bolgarija, Makedonija, Amerika. To je bilo zaenkrat. V bistvu si naštel zelo neskakalne države. Ja. V bistvu nismo bili na Finskem, nismo bili nekjer na Norveškem. Mislim, da vse to, v Biaricu je ta prvi festival, se pravi v morju, tako da to nam je bilo v bistvu tudi eno vprašanje, ki smo imeli, ali bo to nek film za te ljudi, ki imajo radi skoke, ali za čist drugo publiko, tako da mogoče je za neko čist drugo publiko tudi. Je pa RTV tudi izkazal zanimanje. Marina nam je pa zelo pomagala, pa vsem skupaj. Mogoče ti Skandinavci oziroma te države, ki imajo blazno afiniteto do smučarskih skokov, še nimajo tega vpogleda, da bi se majčkeno odmaknili od daleč pogledali to obsesijo nad skoki in poleti in rekli, wow, tudi to pa še noter.
Mogoče ne, ali pa sem tako pač zanimivo pogledati nekaj iz enega drugega konca sveta ali pa Evrope, nekaj, kar ne moreš razumeti, pa ti je zaradi tega še toliko bolj zanimivo. No. Juž, še enkrat hvala pa čestitke za tak izdelek. Upamo, da samo prej, v 7 letih že naslednjega tudi prepeljete, pa seveda uspešno pot z 1,6 m. Hvala. Hvala.